Šokira me z elektrošokerjem! Vi ste nori človek! Nehajte! Nisem nič naredil človek! On je ukradl avto. Zavrtel bom Hondo! Sploh me nisi prekleto testiral. Si že kdaj videl, da so koga ustavili, pa si pomislil, samo vzemi kazen in pojdi domov? Ja, ti ljudje tega niso dojeli. Odštevamo prometne ustavitve, ki so šle iz nič na 100 in na to naravnost čez rob. Taserči, pest, ženska, ki si je iztrgala roko iz lisic in grozila, da bo... No, boste videli. To so najbolj nori prometni ustavitve, ob katerih se sprašujete, kaj za vraga so ti ljudje mislili. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Kaj če bi to naredil, spet uporabil elektrošoker? Dej ven svoje stvari! Kaj sem naredil? Šokira me z elektrošokerjem! Nehaj! To epizodo oddaje After Hours začenjamo v Pensacoli na Floridi, kjer policist ustavi siv osebni avtomobil. Razlog? Potekla registrska tablica in stekla tako zatemnjena, da komaj vidi v notranjost. Policist naj bi zavohal nekaj, za kar verjame, da je marihuana. Pozdravljeni, Delfino, policija Pensacola. Razlog, da vas ustavljam. Ta tablica ne pripada več temu avtomobilu. V redu. Zamenjana naj bi bila z novo kominsko tablico, zato ta ni več dodeljena temu vozilu. In tudi, če bi še bila, je potekla že marca. V redu. Imate vozniško dovoljenje in dokazilo o registraciji. Ali ima kateri od vaju kartico za medicinsko marihuano? Kaj? Ali ima kateri od vaju kartico za medicinsko marihuano? Pravkar lahko zavoham von marihuane, ki prihaja iz avtomobila. Zato sprašujem. Policist je končal z vprašanji, zdaj ukazuje. Stopite iz vozila. Noče je aretirati zaradi nečesa tako nepomembnega. Njen fant poskuša razložiti, da je že prej imela slabo izkušnjo, vendar policistu zmanjkuje potrpljenja. Gospa, prosim, stopite iz vozila. Nočem vas aretirati zaradi upiranja. Hej, kaj počnete? Oprostite. Lahko ji poskusiš samo zaklicati, naj pride ven. Nočem je aretirati zaradi nečesa tako nepomembnega. Ne, samo veliko številk si prebrala, draga. Razumem. Ona je o tem, razumem. Ti doživiš travmo, ko reče. Ampak če samo ne izstopi iz avta... Nočem je aretirati zaradi take malenkosti. Ker če ne izstopi iz avta, jo bomo prisilili, da izstopi in potem bo šla v zapor. Daj, ne. Stopite iz vozila. Ja. Kaj? Stopite iz vozila. Ker vam tako pravim. Dajem vam zakonit ukaz, da izstopite iz vozila. Ali je to razumno vozilo? Iz katerekoli razloga, ki ga želim. To je nezakonito. V redu. Torej, izstopite iz vozila ali pa boste prisiljeni izstopiti, dali vam bomo lisice in potem boste šli v zapor. Ne. Hangar tukaj zgoraj. Spredaj. Samo usedi se not bijač. Dino Market. Jasmine na to pokliče 911. Da, 911. Toda ljudje, ki jih kliče na pomoč, so tisti, ki jo želijo aretirati. V redu in ne vem, zakaj naj bi stopila ven. Vprašala sem in mi je povedal. Si na telefonu z 911, nismo v vojni. Policist mi je rekel, naj stopim ven. To je tako smešno. Gre samo za to, da stopim ven. Torej, stopam ven, medtem ko sem na telefonu, z dvignjenimi rokami in poskušam oditi stran od policista. Razumete, da smo policisti? Ne razumem, kaj se dogaja, človek. Torej, pripravljen sem. Prosim, pohitite. Morali bi vas pripeljati v... Ja, gospa, lahko ostanem na telefonu. Kako vam je ime? Ja, gospa. Veliko različnih Rekel mi je, da je iz kakršnega koli razloga rekel, da želi, da izstopim iz avta. za celo črnko. Policijski dispečer nima znanja o kazenskem pravu. Potrebujem, da greste tja. Sem policist Duford, policijska uprava Pensacola. Ne vem, niso mi prebrali mojih pravic. Ne vem, kaj se dogaja. Ni mi všeč. Ne vem, kaj naj naredim. Potrebujem, da greste do tistega vozila. Nadel vam bom lisice. Tako me je strah. Nimam lisic, o moj bog. Piše mi sporočilo. Izstopite iz vozila. Kaj je narobe s tabo? Pej ven iz avta! Ali pa te bomo odpeljali? Kaj je narobe? Kaj se dogaja? Prosim, pomagajte mi! Izstopite iz vozila! Uporabil bom elektrošoker! Izstopite iz vozila. Vi lahko pomagate? Izstopite iz avtomobila. Kaj je narobe s tabo? Pojdi ven iz zaslona.
Kaj sem naredil? Ne vem, kaj on... Upirate se. On je oblast, gospa. Ste aretirani. On mi meri s pištolo. Prosim, on strelja name. Bodi pri miru, človek. Sem, brez razloga mi vleče roko. Res me zlorablja. Prosim, pomagajte mi. Kaj pa delam? Pravkar je name uporabil elektrošoker. Kaj pa delaš? Kaj se dogaja? Kaj za vraga se dogaja? Kaj za vraga? Prosim! Ne morem, pravkar si me vrgel, namenoma si me zadev. Da 100%, ker si se upiral. Nisem se upiral, oba sta bila v njej. Kaj je v moji torbi? Gospod, kaj je narobe? Sploh ne vem, kaj se dogaja. Ej, kaj pa delam? Kaj se dogaja? Nisem ga poškodoval. Kaj za vraga? Zakaj si normalen? Zakaj to delaš? Zakaj si normalen? Zakaj mi povzročaš bolečino? Namenoma si mi povzročil bolečino, brez razloga. Je tvoja telesna kamera izklopljena? 100%. Ali so vaše telesne kamere vklopljene? Da. Torej ste me kar tako zadeli z elektrošokerjem brez razloga? Ker se upirate. Nisem se. Bati! Da. Lažeš! Vse skupaj je posnetek! Razširi noge, v redu. Razširi noge. Ne sili me, da ti še enkrat vrcnem noge. Ustavi se! Au! Kaj sem narezal? Stani. Zakaj me tako vlečeš? Sploh se ti ne upiram, ti pa me vseeno poškoduješ. Kaos se umiri ravno toliko, da eden od policistov ugotovi, da ima težavo. Poskušajo preiskati, a zaradi nakita, lisic in, njenega oprsja, postane hitro nerodno. Kaj pa ne počneš? Smo? Kaj počnemo? Igramo igro molka? Kaj sploh delamo tukaj? Ne. Gospa, vem, da lahko govorite. Govorili ste. Kaj imate v dojki? Pravkar sem vam povedal in potem sem vas vprašal. In vprašala sem vas, na kateri strani? Rekli ste v njej. V vaši dojki. Kaj je v vaši dojki? Tako kot pri velikosti njenih prsi, se nisem mogla vmešati. Si premalo razvita? Jasmine je bila obtožena napada na policista. 2 točki. Upiranje z nasiljem in zloraba številke 911. Tožilec je obtožbo zaradi zlorabe številke 911 skoraj takoj opustil, saj ni bilo utemeljenega razloga. Kar se tiče ostalega, v okrožju iz Kambija nismo našli sodnega zapisa, kar pomeni, da je primer še vedno v postopku ali pa je tiho izginil. V redu, takoj nadaljujemo. Vem, da je to malo nenaden preobrat, ampak moram govoriti o nečem, na kar mislim, da moški ne posvečajo dovolj pozornosti. Nega kože je zelo pomembna, zato vam želim povedati nekaj o Particle. Krema za obraz Particle naredi rutino zelo preprosto. Ponuja 6 v 1, kremo proti staranju, ki je zasnovana za debelejšo in bolj grobo moško kožo. Samo z enim korakom se spopade s podočnjaki, temnimi madeži, gubami in tistim draženjem po britju. To je najslabše. Prav tako vlaži neguje z vrhunskimi znanstveno podprtimi sestavinami, kot so hialuronska kislina, vitamin E in jojobino olje. Pridruži se več kot milijonu moških po vsem svetu in izgledaj samozavestno z minimalnim naporom. Oglej si Particle na spodnji povezavi in uporabi mojo kodo AFTERHOURS20 za 20% popusta na celotno ponudbo. Bom slekel trdo kožo! Dobil boš! Letos smo v Orlandu na Floridi, kjer se prometna ustavitev zaradi registrske tablice iz Georgiji spremeni v debatni krožek pravne fakultete. Alicia Washington želi vedeti, zakaj so jo ustavili. In to želi vedeti takoj. Kakšen je problem? Pravkar smo prišli sem. 104, to bo neberljiva registrska tablica Georgia. Nahajamo se v območju številk 4500 na ulici Edgemore, sivi limuzini. Zakaj berete mojo registrsko tablico? Imate vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje in dokazilo? Imam, ampak najprej mi boste povedali. Ne, ker poznam svoje pravice in ste me ustavili brez razloga. 45, step back in the car. Ne bom, nimam ničesar. Ostala bom tukaj in se pogovarjala z vami. V redu. Ker vam dajem zakonit ukaz. Poznam svoje pravice. Dajem vam zakonit naziv
in dam vam zakonite pravice. V trenutku vam bom prebrala vaše pravice. V redu, bom sedel. Ampak v trenutku vam bom prebrala vaše pravice, ker sem bila na pravni fakulteti, hodim na pravno fakulteto. Prebral vam bom vaše pravice. Čestitam. Imam dva razloga za ustavitev v prometu. Dajte mi vaše vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje. Povejte zakaj. Charles, ker nisem naredila ničesar, samo peljem se naokoli, ker sem pravkar prišla od svojih sorodnikov in zdaj sem tukaj, da zapeljem k svojemu stanovanju. V redu, vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, prosim. Kaj sem naredila, da bi vam to morala dati? Vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, dokazilo. Povejte mi, kaj sem naredila, da bi vam to morala dati? Ko dobim vse vaše dokumente, vam bom to dal. Ne, najprej mi morate povedati. Kaj sem naredil? Kaj sem naredil? Ko dobim vse vaše podatke. Dal vam bom, nisem naredila nobenega nezakonitega ovinka. Prišla sem ravno od tam. Res sem prišla od znaka stop in zavila noter. Zato nisem razumela, kaj je naredil. Vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, dokazilo o zavarovanju. Najprej mi povejte, kaj sem naredila? Šli boste v zapor zaradi upiranja, če. Ne boste povedali, zakaj ste prišli sem in me ustavili, brez razloga. V redu. Je prehitro vozila? Nisem prehitro vozila, prišli sva ravno iz Avogala. Nihče ni vozil prehitro, nič od tega. Zato sem zmedena. Kaj je moj prekršek? Ker me boste spravili v težave, ker me boste res razjezili. Slabo se vam bo godilo. V redu. Kaj je naredila? Jaz nisem nič naredil. Povej mi, kaj sem naredila. Ni mi treba tebi razlagati, kaj je naredila. Ja, moraš. No. Odgovori mi, kaj sem naredila? Lahko dobim vsa tvoja dokumentacija? To bom priskrbel. Hej, Jalen. Daj mi sam sekundo. Ustavili so me in poskušam ugotoviti, zakaj me je ustavil. Ona ni naredila ničesar, gospod. On je šel mimo. Povedati mi morate, zakaj ste me ustavili, ker ste bili dobesedno v gruči in jaz sploh nisem bila na glavni cesti. Prosim za vse vaše dokumente. Lahko vam to dam, ampak potrebujem pravni razlog za. Mi lahko daste vaše vozniško dovoljenje? Registracijo in dokazilo o zavarovanju? Še enkrat, moram vas prositi za to. V redu. Kakšna je vaša številka značke? Kakšna je vaša številka značke in vaše ime? Ko dobim vse vaše, v redu. Kako vam je ime in številka značke? Ker me ustavljate brez razloga. Ponovno, imam dva razloga za ustavitev. V redu. Zato mi povejte, preden vam dam svoje podatke. Povejte mi. Tako to deluje. Sem že šla skozi to in sem študirala pravo. Zato mi povejte, preden vam dam svoje stvari. Študirala sem pravo in vem, kaj se dogaja. Morate mi povedati, kaj sem naredila. Povejte mi, zakaj ste me ustavili. Najprej bi morali reči, hej, ustavljam vas zaradi tega. Zdaj pa, ali mi lahko daste vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje? Torej mi povejte, zakaj ne poveste, zakaj ste me ustavili, da vam lahko dam vozniško dovoljenje in ostale stvari. Kaj povejte mi, zakaj ustavljate? Ker nimate nobenega razloga. Točno tako, nimate nobenega razloga. Res, nimate nobenega razloga. Lahko se umaknete od mojih vrat. Ne. Da, lahko, umakni se od mojih, prav. Naj pokličem nekoga. Kdo so moji? Nimam druge izbire, kada ga zdaj pokličem. Zdaj ga moram poklicati, ker kaj za vraga? Pojavi se Alisina mama in zdaj je to družinska zadeva. Policist jo poskuša spraviti nazaj v avto, a Alicia ne sedi. Lahko dobim vaše dokumente, da vam lahko pojasnim razlog za ustavitev. Potrebujem, da greste naprej in to ni postopek z vami. To je moja prometna kontrola, to so vaši standardi. To je moja prometna kontrola, to ni postopek z vami. To je njena mama zdaj. To je moja prometna kontrola. Razlog za ustavitev vam bom pojasnil, ko dobim vse vaše dokumente. V redu, povejte mi moje pravne razloge, da vam lahko dam svojo pravno dokumentacijo, ker vam lahko dam svoje vozniško dovoljenje. Tako to deluje. V redu, dajte mi vaše vozniško dovoljenje. Povejte mi, zakaj to počnemo. Dajte mi vaše vozniško dovoljenje. Povej mi, zakaj to počnemo. Predajam se. Ne dotikajte se me. Stopite iz avta. Stopite iz avta. Stopite iz avta. Stopite iz avta. Brez razloga, ne? Priseham pri Bogu, vsi boste toženi. Prišla sem do tega, ker vem, da sem bila na pravni fakulteti. Vsi boste toženi, jeseni. Oh, moja hči. Zdaj bom naredila gesto s prsti. Casey! Ona dobesedno. Ona nima vodiškega dobranja. Tiara, jaz gremo tukaj. Pravzaprav. Moj očka prihaja. Bom pustila, naj bo po vaše, ker že vem, da se motite. V redu si, jaz jo imam, primi jo. Vidite, bolje, da se ne razguljate in podobno, ker ona nič ne dela. Ne, ona je v redu, niti treba, prisežem pri Bogu. Gospod! Ne pritiskajte name. To ste naredili brez razloga. Niste mi niti povedali, zakaj naj se ustavim ob cesti. Seri. V redu, daj mi sekundo. Potrebujem jo, moram govoriti. Daj mi sekundo. V redu, lahko spustiš, ne bom šla nikamor, ampak res te potrebujem, da me spustiš. Spusti me. Reti mu naj oprosti. Moraš mu reči, naj takoj umakne roke z mene. Ker ne bom pobegnila, šla bom do avta, ampak spusti me. Ne bom se ustavila. Sedi. Sam pusti me, da sedim, ni pa treba, da me ves čas potiskaš. Prisežem pri Bogu. Če me bo še naprej tako rinil, te bom s kolenom udarila v jajca. Kjara, ne moram ostati mirna. Ves čas me prijema in res ga bom s kolenom udarila v jajca.
Hvala. Nehaj me dotikati, reci mu, naj umakne roke z mene. Sedi. No, umakni roke z mene. Sedi v avto. Prav. Torej, umakni roke. Sem v avtu. V redu, bom sedela kar tukaj. Pojdi v avto. V redu, se lahko malo umiriš. Pojdi v avto. Sem mirna, gospod, potrebujem, da se ustavite. Pojdi v avto. V redu sem, saj bom. Lahko nehate govoriti z mano, ali ne? Gremo. Gremo v avto. Poskušal sem se pogovoriti s tabo že od začetka. Sedi v avto. Sem v avtu, daj mi sekundo. Daj noge v avto. Zakaj ste jo ustavili? V redu, sprašuje vas. In ji ne morete povedati. Sprašuje vas, pa ji sploh ne morete povedati. Ste nesramni. Ste rasistični, tukaj je rasistično. Kličem, on je rasističen. Dobesedno, bili smo pri stop znaku. Pljuvanje, tožbe, kar hočeš. Njena mama se še vedno policistu postavlja v obraz. Njen brat kroži okoli. In skozi vse to jih Alicia ves čas opominja, da je na pravni fakulteti in da pozna svoje pravice. Obnaša se rasistično. Dobesedno, bili smo pri stop znaku. Ni pomembno, mami, bili smo pri stop znaku. Ves čas si gledal njen avto. Ni ne dela nič narobe. Povej ti, kaj se je zgodilo. Je bil to stop znak? Naredil je joj in blokiral njen avto. Kaj tako? On nima. Zakaj si jo ustavil? Povej ji. Zakaj si jo ustavil? Zakaj si jo ustavil, da si ji lahko dal osebno izkaznico? To je vse, kar bi moral narediti, ampak on je bil nesramen belec. Vi boste toženi. Nehajte me dotikati. Pojdi v avto. Sem v avtu. V avtu. Prisežem pri Bogu. Dotaknil si se, prisežem, da bom sedel v tvoji materi. O, prisežem pri mami, nehaj me dotikati. Nehaj me dotikati. Zapiram vrata. Pojdi v avto. V redu, prid. Poklical bom. Pojdi v avto. Pojdi v avto. Počakaj! Ali kliče mojega očeta? Ja, nadaljuj. Prisežem, pri Bogu moraš lehati. Nehaj me rinjati. Ne dotikajte se je. Strgala je lisico. V redu. Tvegala je. Zdaj bom obrnil na njo. Zdaj bom uredila. Jaz držim noge. Hej, Korneta. Ne bom ga potegnila nazaj, samo zato, ker se vi želite smejati. Sprostim se. Sprosti se. Bogu se opravičujem. Vsi boste premaknjeni kot nori. Vsi boste toženi kot nori. Moja hči. Moja hči. Vsi morate vedeti, da sem na pravni fakulteti. Razumela sem. Poskušam se prepričati, da je ujela mojega očeta. Lahko ga pokliče, v redu. Mora se prepričati. Ne dotikaj se me. Odpiraš okno zate! Ne! Bom šla, v redu sem. Že si aretiran. Prosim, ne dotikajte se me. Uvradam, saj uvradam, ljudje. Prosim, umirite se. Sem noter, prav v njeni glavi. Zadnje opozorilo. Stopi. Samo nehaj. Ljudje, to moram narediti. Točno tako. Moral je poklicati oboževalca, preden se je pripeljal. Brez razloga. A ne misliš, da sta bila tista dva skupaj precej? Njena družina še vedno zahteva odgovore. Potem se začne izgovarjati na astmo, ampak takoj, ko se ji policist približa, spet začne divjati. Popoln kaos. Vprašala je, kakšen je razlog? Da ji sploh povejo, kakšen je bil razlog. Točno tako, kakšen je razlog? Ne, da nimaš. Maj stoj pest. Ja. Kaj si dobila ven? Zakaj si potegnila tisto prevleko? Moraš ji povedati. Kar povej. Točno tako. Wilbur, nehaj streljati. Kaj smo naredili narobe? Vsi ste prišli pripravljeni. V redu, kaj? Točno tako. On je nesramen. Verjetno ne mara srhljivih stvari. Ne kliči ga. Če ga pokličejo... Ne vem, ker nisem jaz tisti, ki je ustavil. Torej, zakaj? Zakaj se nočuješ iz mene? Ne vem, ne vem. Ej, utihni, bom že. Potrebujem svoj inhalator za astmo, bom omeglela. V redu, gremo v posteljo. Nehaj me dotikati, moram te obvladati. Ne, poišči nekoga drugega. Poišči nekoga drugega, nehaj, ker mi ni všeč, kako ravnaš z mano. Moram te obvladati. Ona zdrsne. Ona kar naprej spi. Moš si nadeti lišice. Sploh ne veste, kje je, perite me tja. Tvoj prijatelj ga bo pobral. Zaradi vas bom še omedlel. Tako jaz omedlim. Vi mi res plačujete? Moram ti nadeti lisice. Ne. Razumem, brata ste že zaprli, njih treba še dodatno zavarovati. Že ste me zaprli v tole, jebem ti.
Potrebujem tvoje. Zapri vrata. Obrni se. Zapri vrata. Moram te zavarovati na. Samo zapri vrata. Moram te zavarovati. Zapri vrata. Če ne boš, ti bomo dali vezalni trak. Ne, potrebujem, da zapreš vrata. Moram ti pritrditi. Lisice, v redu, moj rit. V redu, daj mi roke. Alicia se vedno znova vrača k eni stvari, ki jo pozna. Pravna fakulteta. 5. leto pravi. Trdi, da ji nihče ni prebral njenih pravic. Nihče ji ni povedal, zakaj so jo ustavili. Medtem pa prosi za svojo sponko za lase. Lahko to narediš, ker je on za menoj preveč grob. Brcnila vas bom, ker z mano ravnate pregrobo. Ustavi se, obrni se. Še enkrat me tako primi. Pljunil bom po vas. Brcnila vas bom, brcnila vas bom. Če me še enkrat tako primeš, Naredi. če me še enkrat tako obravnavaš, Stop. ne bom prenehala zaradi načina, kako me je pravkar obravnaval. Kje je tvoja pumpica? Kje je tvoja pumpica za astmo? Kje je tvoja astma? Nehaj me prijemati, zakaj me ves čas prijemaš? Nehaj, lahko kdo pride sem in prepreči, da me dotikate. Potrebujem, da umakneš roke z mene in bom nehala. Naj ga nekdo sprav stran od mene. Oranžna. Poslušaj, odmakni ga od mene in se bom pomirila. Lahko se pogovorim z Dilom, ampak z vami se ne bom pogovarjala. Imate 10 sekund, potem bom začela noret. 10 sekund dala vam bom. 10 sekund dala vam bom. 10 sekund dala vam bom. 10 sekund, to je to, nehajte. To ste si mislili. Umaknite se! To je problem! Moj problem je, ker me je njegov bel rit potegnil stran brez razloga. Mislila sem, da sem že v konfliktu. To je moj problem. Tiho je odšla iz hiše. V redu je. Sem v 5. letniku pravne fakultete in poznam svoje pravice. Nihče mi ni prebral mojih pravic. Nihče ni nič rekel. Sem v 5. letniku pravne fakultete. Vi boste šli v zapor. Mi ne. Pogovorimo se s tabo, preden gremo ven. O! Sprosti se! Draga, vzemi rep. To so moji lasje. Uredi mi lase. Počakaj. Uredi lase. Poskušam sneti te lisice. Hej! Moji lašje so se zapletli. Ja, bom z njim. Prav, vrmi se, tukaj bom, si. Utini. Prinesi mojo sponko za lase ali kaj podobnega. Rabim, da vsi utihnete. Tukaj sem, ker je moja sponka za lase. Punca, mogoče je v moji torbici. Kje si? Potrebujem njeno idejo. Nimam je, ne vem. Tako dobro sem upravljala tisti avto. Naredi mi uslugo, sedi z njo. To bomo naredili. Naredi mi uslugo. Seri. A želite to poloviti? A želite to spet narediti? A želite to poloviti? Ne, govorimo o tem. V redu. Hočem, da se sprostite. V redu. Zakaj me tako obravnavate? Najprej potrebujem, da mi nekaj preberete, da mi poveste, zakaj sem to držala. Kaj želite narediti tam? Kaj lahko storimo? Kaj dobimo od nje? Kaj bi radi od nje? Gospa, pojdimo. Alicia je na zadnjem sedežu policijskega avtomobila, vklenjena in še vedno zahteva, da izve, zakaj so jo ustavili. Potem se vrata zaprejo in nekje v ozadju odmeva tisti smeh. To je tisto, kar je hotel. Prišel je sem z zelo nesramnim vedenjem in res dobesedno smo pravkar prišli sem. Imela je osebno izkaznico v roki, dobesedno v roki. Iz avta jo je vrgal. Brez razloga. Vsi so tukaj, vsi so to videli. Ali izstopila iz avta? Odprla je vrata, izstopila iz avta, prav, in ga je vprašala, kakšen razlog ste me ustavili. Stopil ji je čisto blizu in rekel, pojdi nazaj v avto. Prav, usedla se je v avto in on je bil ves napet in nesramen. Rekla je, prav, nimam težav z vami ali s svojimi dokumenti. Ampak kaj sem naredila? Ker resnično, bili smo pri... Njeno obnašanje je bilo kar dobro. Kaj? Njeno obnašanje je bilo kar dobro. Ja, ona je tako... Ampak do takrat, ko sem prišel sem, se je precej poslabšalo, kaj ne? Ja, ker jo je odložil iz avta in se je spraševala, zakaj me držiš tako. In zdaj sta dva. Zdaj sta dva, ne? Ampak še vedno ne vem, zakaj je on. Samo slike jim pošlje, to je v redu. Oni ga lahko obdržijo, mi ga ne. Pusti, da vidim. Samo poskrbi, da bo lahko hitreje plačala varščino. Naj eden od njih slika in mu pošlje, potem pa lahko pride iz zapora. Oni tega sploh ne delajo. To je tako nepotrebno. Pusti, da pogledam in mu bom dala. Sodelujem z narednikom, ker so nesramni. Sploh ne znajo govoriti z ljudmi. To pravim. Z ljudmi ravnajo, kot da so kriminalci. Jaz nisem nikoli nisem bila taka. Ni poznala svojih pravic, kar je. Ja, pozna svoje pravice, to pravim. Ona to ve. Ona je v šoli za... Obnašajo se, kot da lahko počnejo, kar hočejo in govorijo z ljudmi, kakor želijo. Lahko vzameš svoj telefon, samo slikaj in mu pošli.
Še vedno ne vem, zakaj so jo ustavili. Bom izvedela zate, zakaj so jo ustavili. Spraševala je, zakaj so jo ustavili. Imela je to v riti, dobesedno, tako. Tako, dobesedno, njegova roka je bila tukaj, ona je bila tukaj. V redu. Sem študentka prava, poznam svoje pravice. 1015, prijatelj. Lisjak je ustrelil 51 in odšel od tod. Sprejeto, narednica. Kjara! Kjara! 101 799. Ja svojim avto ne more povedati za psa. Si me klico? Nisem rekla. Alicia Washington je bila obtožena fizičnega napada na policista, napada na uradno osebo in upiranja brez nasilja. Primer se je vlekel več mesecev. Nato so jo vključili v program predsodne preusmeritve. Drži se stran od težav in vse bo izginilo. Mislim, fante, vi norte, resno. Nehajte. Ne morem dihati, nehajte. Vi norte. Nisem nič naredil. Nisem nič naredil. Nisem nič naredil, človek. Dej no, brat. Pridi domov, človek. Vi vsi pridite, moja mama, človek. Pravkar me je pretepla ljudje. Nato smo v okrožju Escambia, kjer se prometna ustavitev zaradi domnevno nezakonitega zatemnitve stekel spremeni v popolno menjavo sedežev. Policisti pravijo, da so opazili, kako se voznik splazi na zadnji sedež, medtem ko njegov prijatelj skoči za volan. Ko pristopijo, je Messiah Rochelle na zadnjem sedežu in naj bi segal po nečem pri svojih nogah. Policisti mu naročijo, naj izstopi, a se ne premakne. Potem postane glasno. Ne vem. Kaj se dogaja, prijatelj? Tako ste kaj vsi skupaj. Ne vem, spet spusti okna dol. Ne morem videti, kaj je to. Ne vem, je starejše. Je malo starejše. Prosim, stopite iz avta in dejte roko ven, da stopite iz avta. Kaj se je zgodilo, človek? Že sem te enkrat vprašal, kaj se je zgodilo, ne bom te še enkrat spraševal. Moja glava ni nikjer, gospod. Kaj se dogaja? Kaj? Nimam pravega razloga, da bi te ustavil. Kaj je bil problem? Kaj je bil problem? Kaj se je zgodilo? Nehaj se premikati. Gospod, kaj se dogaja? Hočem razlog, človek. Hočem razlog, no? Ker si ti voznik, ti bom povedal. Zakaj voziš ti, gospod? Čas si lahko vzameš, ko vozim jaz. Stopi nazaj. Umakni se, spoti. Drži se stran od mene. Fantje, delate narobe. Ej, to je njen avto. Lej, ustavi avto. Mislim, hitro, človek. Vi ste nori, ustavite. Ustavite, vi ste nori, nisem nič naredil, človek. Daj no, brat. Pridi domov, človek. Pogovorite se z mojo mamo, človek. Pravkar so me pretepli, človek. Policija me je pretepla, nisem nič naredil. Poslani smo zaradi tega, dajte ga zadaj. Messiah je skoraj izgubil razum, kriči za svojo mamo. Policisti ga poskušajo spraviti v avto, upira se. Obvladujejo ga. In nekje sredi vsega tega še vedno kriči, da ni naredil ničesar. Ne, daj no, človek. Ostani v avtu. Ostani v avtu. Poslušaj me. Vem, človek, samo dobim ga, človek, zakaj pa ne, nehaj se hecat. Nisem vozil, stari. Kaj pa delaš, človek? Kaj delaš? Kaj delaš, človek? Ne delam ničesar. Nimam ničesar v žepu, človek. Kaj delaš? To je človek, daj no, človek. Ne! Nehaj! Daj no, človek, stavi me! Ne! Ne, vi vsi! Daj no, mama, človek! Daj no, mama, nisem nič naredil! O moj bog! O moj bog, človek, ne! Ne! Ne, brat, ne! Ne, človek, sedi! Kaj, človek? Sedi. Zakaj, gospod? Gospod! Odmaknite ga stran od tistega avtomobila. Gospod, usedite se! Človek, ne morem! Držite me za kite! Držite me za kite! Džidi noče. Trenutno imam tožbo zaradi papirjev. Dviguješ noge? Človek, gospod, zakaj mi to počnete? Zato, ker ti to počneš. Tega ne počnem. Dvigni noge. Ne delam ničesar. Stakni noge noter. Ne delam ničesar.
Kako ti je ime? Imate pravico do molka. Vse, kar poveste, bo uporabljeno proti vam na sodišču. Imate pravico, da se posvetujete z odvetnikom. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo dodeljen brezplačno. Če se odločite odgovarjati na vprašanje o prisotnosti odvetnika, imate pravico, da kadarkoli prenehate odgovarjati. Ali razumete svoje pravice? Imate pri sebi kakšen osebni dokument? Da, v avtu imam. V redu. Imate pri sebi kakšno orožje? Ne. V redu. Vzemi mi ga. Alfa 211. V redu, človek. Potrebujem, da odložiš telefon in ne govori z mano. Moram iti za enim govoriti s policijo. 26 in lahko počasi greš drugam. Ali katerakoli druga enota za višino 65, kako ti je imen? V redu. Imaš osebni dokument? Čigavo je to vozilo? To je avto mojega prijatelja. Torej vozilo tvojega prijatelja. Ja, ona je... Komu je dovolila, da ga uporablja? Meni. V redu. Vem, da je on vozil. Ustavil sem vas, ker imate zatemnjena stekla. Samo rahlo zatemnjeno steklo. Kdo je vozil? Ker ko sem vas ustavil, ste vsi zapeljali sem in se odločili zamenjati avto, zamenjati sedeže. Jaz sem ostal na svojem sedežu. Vem, da nisi. Stopi sem nazaj. Kdo je vozil avto, ko sem vas ustavil za vami? Jaz sem pil z njo in ne bom lagal, on se je samo obnašal, kot da je miren. Ona bi morala voziti, ampak vem. Ampak ko ste šli čez jezero, ustavili pri tem rdečem semaforju in potem zavili sem noter, kdo je vozil? Torej sem mislil, kaj vam je rekel? Naj zamenjate sedeže ali kaj? Nisem vedel, da to počnete. Rekel je nekaj v smislu, lahko voziš, se počutiš v redu. Rekel sem, počutim se v redu. Pijan sem tam, kjer si ti. V redu, signal 1 spodaj, vse še vedno tako kot sa. Območje osnovne šole Mornington 220 North Navy Boulevard, siv, dvovraten. Metali smo stvari, ki se pritožujejo kot vozilo, v njem sta bili punca in retriever. Moja voznica nazadnje videlo na ulici Brandon. Naj se naučim 164. Pravkar so preiskali avto. Ker sem tudi jaz dobil klica javnosti, človek. Vem, samo obveščam jo, ker sem jo mogla pobrati. Mesijeva mama se pripelje. In že je bila tukaj. Zadnjič je rekla, da so policisti položili roke na njenega sina. Zdaj pravi, da naj bi se to spet dogajalo. Ja. Gospa. Sem Glory. Rekla bom, da je Rochelle moja. V redu, živja, kako si? Poskušam ugotoviti, kaj se dogaja. No, on je aretiran, prav. Torej bo imel obtožbo zaradi vožnje. Redu je. Povedala vam bom, zakaj ne moram brati. Ker so prejšnjič, ko so aretirali mojega sina, gospod major, položili roke na mojega otroka. Da, gospa, bil sem tam za vas. S tem se še nismo soočili. Ni jim treba tega početi. Ni jim bilo treba tega narediti. Zato, če sem malo sovražna, oprostite. Prav, že to, da sploh govorim z vami. Težko mi je govoriti z vami zaradi tega, kar so naredili mojemu sinu. Razumem. Torej, danes ima samo obtožbo zaradi vožnje, potem pa ima še nekaj obtožb zaradi drog. V redu, ampak razen tega, da se je sam razburil, ni poškodovana ali kaj podobnega. Samo tako se je razburil, da zdaj kriči. To je zato, ker lahko rečem, da morate vsi razumeti, zakaj se počuti tako, kot se počuti. Če bi bil kdo od vaših žrtev policijske brutalnosti, neprimernega ravnanja ali kakorkoli že želite temu reči, bi se tudi vi počutili na določen način. Razumem. Nikoli v življenju nisem sedela tukaj in počela takih stvari. Bila sem paznica in podobno. Nikoli v življenju si nisem mislila, da bo mama sinu, ki je doživljal take stvari. Ne morem se s tem spoprijeti. Razumem te. No, ni bil. Zadnjič, ne vem, kaj ti je povedal ali če si. Ni bil po nepotrebnem pretepen in žrtev policijske brutalnosti. Ne bi smelo priti do fizičnega stika. Prebrala sem policijsko poročilo. To ti pravim. Prebrala sem policijsko poročilo in v njem ni pisalo, da se je nasilno upiral. Tega ni bilo nikjer. Ni se upiral z nami. Ja, ne. Ne bi smel bežati, ampak to se ne bi smelo zgoditi. Samo, to je bila zame zelo slaba izkušnja, s katero sem se morala soočiti. Jaz sem to naredil. Ampak žal pa on sprejema slabe odločitve. On je odšel, tega ne moram ustaviti. Vem. Ampak vsi ste naučeni, da me ne smete prijeti. Zato to pravim. Jaz preprosto ne moram. No, to ni nujno res, ampak... Ampak ko je potrebno, to storite. Ko ni, pa ne. Se strinjam, 100%, torej pripravlja se na prevoz. Ne bo imel varščine, ker je še vedno na prostosti.
zaradi varščine iz prejšnje obtožbe, zato želite žiti. Poskusila bom ugotoviti. Ja. Ampak, kot sem rekel, je v redu. Samo razburil se je. In to je v bistvu povezano s tem, skozi kar si šla. Razumem, kaj govoriš. Razumem. Kris, dragi, ti in tista punca. Nočem, da sta zdaj ob meni. Ne bom lagala. Nočem, da sta ob meni. Torej, ali je kakšno vprašanje, na katero ti lahko odgovorim? Ne, draga, ne bom ti dovolil. Ne bom ti dovolil, da ga vidiš zdaj, ker trenutno ne kriči. In nočem, da bi se spet razburil, če te vidi. Ne bo se razburil, če me vidi. Nočem, da se to zgodi. Da to preprečem, bom tako naredil. Ne bom ti dovolil, da greš tja in govori z njim zdaj. Odpeljali ga bomo tu čim hitreje. Tudi mi bomo svoje stvari opravili čim hitreje. Če se to zgodi, bomo pač to rešili, ampak njega bomo čim prej odpeljali v zapor. Tako bomo lahko to opravili in odšli od tu. Mesija zagleda svojo mamo in izgubi živce. Kriči za njo, jo prosi za odgovore. Policist mu končno vse razloži. Vožnja brez vozniškega dovoljenja, posedovanje kokaina, posedovanje marihuane. Mesijev odgovor: pri sebi ni imel nobene trave. Prioritete. Daj mi samo sekundo in ti bom povedala. V redu, o moj bog človek, sej sploh ne vozim. Zakaj mi to delate? Zakaj ste vsi aretirani, človek? Naj nekaj rečem. Mama, hej, wow, 1915. Ampak s sabo se bo verjetno začelo. Zakaj sem bil aretiran, Mel? Prosim, povej mi, Mel. 895. Gospa, prosim. Mel, mi lahko prosim poleš, Mel? O moj bog, človek, ali mi lahko prosim poveš? Gospa, moral bi vedeti, zakaj sem aretiran. Torej, vožnja brez vozniškega dovoljenja. Nisem vozil! Posedovanje? Posedovanje kokaina. Posedovanje kokaina. In marihuane. Nisem imel nobene marihuane pri sebi, gospa. Messiah Rochelle je bil obtožen posedovanja marihuane, kokaina in pripomočkov za droge. Na koncu pa so obtožbe za kokain in marihuano padle. Priznal je krivdo za pripomočke za droge, dobil denarno kazen in moral plačati sodne stroške. Tako je njegova mama prišla za manj. V redu, čez minuto bomo nadaljevali, ampak preden to storimo, vam moram povedati za aplikacijo Upside. To je pravi preobrat. Torej, Upside vam vrača denar. Da, dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Torej, to je tisto, kar naredite. Brezplačno prenesete aplikacijo Upside. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij in plačate kot običajno s svojo kreditno kartico. Nato potrdite nakup in denar dobite nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali želim nekoč naročiti hrano za seboj. Najprej bom poiskal ponudbe v aplikaciji Upside. In po nakupu se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko nato prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $154 na leto. To je neverjetno. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo After Hours, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Upam, da boste preverili. O moj bog, to se res dogaja prav zdaj. Ja, Samer, prosim, ne upiraj se, prosim, ne jokaj. Nehaj. O ne, sploh me nisi preizkusila. Stani! Nato smo v Clearwaterju na Floridi, kjer se prometna ustavitev zaradi domnevnega bočnega trka spremeni v zelo čustven dogodek. Za volanom je Summer Sandow. In že od trenutka, ko se policist približa, je že v čustvenem razsulu. Policist jo vpraša, odkot prihaja. Summer začne razlagati časovni potek 3-mesečne zveze, kako ima danes slab glas in da jo čaka varstvo otrok. Edina stvar, ki je ne omeni, je, odkot je dejansko prihajala. Moram ti zastaviti nekaj vprašanj, ampak najprej te bom prosil, da stopiš iz avta. V redu? V redu. Summer, si danes kaj pila? Ne, moje obljudalo je zadelo nekoga in to je vse, kar se je zgodilo. V redu. Kaj pa droge? Ali jemlješ kakšna zdravila na recept ali kaj podobnega? Ne jemljem drog ali česa takega. Ne, v redu. To sem počela na poti domov. Na poti domov sem se družila, da bi šla tja, kjer živim, kjer delam kot varuška. Pojdi nazaj tja. Brez žena, nič posebnega. V redu. Odkot prihajaš? Clearwater. Samo iz Clearwaterja ali od nikoder posebej?
Moj prijatelj. V redu. Ste se samo družili pri hiši našega prijatelja ali ste šli kam ven? Družila sem se z nekom, ki bi čakal. O moj bog. V redu, prav. Torej, to lahko naredim. Ne, spoznali smo se in družili pred kakšnimi 3 meseci. Moj glas zdaj zveni slabo. V redu, oprosti. Nisem hotel postavljati pod vprašanje narave vajnega odnosa ali kaj takega. Spoznali smo se pred 3 meseci in želeli smo se ponovno srečati, danes pa smo se imeli res super, ko smo se družili. In potem se vračam tja, kjer živim in nameravala sem iti na varstvo otrok, kjer dejansko živim, kot da grem mimo 2 različnih hiš na poti nazaj. In ja, po nesreči sem zadela ogledalo, prav. Torej, ta nesreča z ogledalom me spravi v to težavo, res veliko težavo, ne razumem. Policist poskusi znova. Odkot ste prišli? To je vse, kar želi vedeti. Ampak Sommer je obtičal pri eni stvari. Ogledalo se je dotaknilo in nič drugega ni pomembno. Torej, Sommer, oprosti mi, mislim, da so se na neki točki izgubila. Vse, kar sem spraševal, je bilo, odkot prihajaš. Nisem ravno prepričan, o čem govoriš, ko omenjaš svoje ogledala. Ne vem, kaj misliš, kar rečeš, da se s to osebo poznate že 3 mesece. Poskušal sem samo ugotoviti, odkot prihajaš. Mislila sem, da so me ustavili samo zato, ker se je moje ogledalo malo dotaknilo. In nekdo poleg mene, najina ogledala, sta se po nesreči dotaknila. To je bil edini razlog, zakaj sem mislila, da so me ustavili. Prav... No, kolikor jaz razumem, je bil več kot en razlog, zakaj so vas ustavili. Seveda. V redu. Kaj pa tole? Poskusil bom malo pospešiti postopek. Imam pa eno prošnjo za vas. Bi bili pripravljeni, če bi, oziroma, oprostite, bi vam bilo v redu, če bi samo za trenutek pogledal vaše oči? Zrcalo je edini razlog, da sem sploh prišla. Res sem se peljala na svoje delo varuške, kjer živim. Varuška in zrcalo sta se dotaknila. V redu, nisem. Oprosti mi. Ne sprašujem mi česar o ogledalu, nisem prepričan, kaj misliš z ogledalom. Nisem naredila nič narobe. Ogledalo je za trenutek za delo. Ogledalo za trenutek. Zdaj sem tukaj. Zdaj sem tukaj. Sommer, nisem prepričan, kaj se dogaja, zelo si vznemirjena. Ne, zakaj bi se trudil biti vznemirjen? Zakaj se trudim biti vznemirjena ravno zdaj? V redu, zakaj pa si? Pravim ti, da so bili to naši čist novi prijatelji in vračam se nazaj k... Okay. No! Would it be okay? Tvojim očem za trenutek. Poskušam se pomiriti. Sommer. Pusti, da ti to razložim, prav? Vidim neki stvari, ki me skrbijo. Ne, zdaj ne bi smela jokati. Moj glas je čist zlomljen, prav. Zakaj to počnem zdaj? Zakaj? Nisem prepričan. Vidim nekatere stvari, ki... Ne bi smel zdaj jokati. Moj glas. Samo domov želim iti. Resnično, samo domov želim iti. Kaj je problem? Ampak ogledalo je za delo. Lahko govorim s tabo za trenutek, ker poskušam razložiti. Vidim nekatere stvari, ki jih tolmačim kot morebitne znake zmanjšane sposobnosti. In poskušam ugotoviti, ali obstaja razlog za domnevo. Sploh se ne soočam. Preprosto se ne. Policist začne preizkus treznosti na terenu in jo prosi, naj sledi pisalu z očmi. Toda Sommer je bolj osredotočena na to, da pride do svojega varuškega dela. Poskusi, nato pa nenadoma preneha in po le nekaj sekundah odloči, da ji je dovolj. V redu. Sommer, poskusi se za trenutek osredotočiti na to, kar govorim, prav? Opažam nekatere stvari, ki bi lahko bile znake, da si pod vplivom. In poskušam ugotoviti, ali obstaja kakršenkoli razlog za domnevo, da si pod vplivom in da ne bi smel voziti v tem trenutku, prav? Ena od stvari, ki bi jih rad naredil, je, da ti ponudim priložnost, da opraviš nekaj standardiziranih terenskih preizkusov treznosti, katerih namen je pomagati ugotoviti, v kolikšni meri si pod vplivom. Zdaj, nisi dolžna sodelovati v teh terenskih preizkusih treznosti. Prav. Za zdaj se s tem ne obremenjuje. Imam varstvo otrok, kamor bi morala iti zdaj. V redu. Sommer, ker me spravljaš v neprijeten položaj. Zdaj so kot moj glas, zdaj kar naprej govorijo. Sommer, kar naprej govorijo. Lahko odložiš telefon, prosim. Morava se pogovoriti. Ali res lahko, ali je to kraj, kamor poskušam iti? Živijo. Trenutno vodim kriminalistično preiskavo, zato bom zdaj prekinil klic in odložil telefon. Zate bom nekoga prebutil. V redu, pohit s tem. Imaš prav. Bi bilo v redu, če bi samo za trenutek pogledal vaše oči. Seveda. V redu. Kar bom zdaj prosil, je, da stopite iz avta, nato pa stojite z nogami skupaj, eno ob drugi in z rokami ob telesu, prav? Vidiš konico mojega kemičnega svinčnika tukaj, Sommer? Tukaj zgoraj, na konici. V redu. Kar te bom prosil, je, da slediš konici mojega kemičnega svinčnika samo s svojimi očmi, samo z očmi. S tem mislim le to, da ne premikaš glave levo in desno. Prav. Ne more se pravilno obnašati in takrat pridejo na plano lisice. Jasno je, da se osredotočam. Če že kaj ga ti treseš, jaz sem osredotočena nanj. Kaj misliš s tem?
V redu. Ali kaj v navodilih česar ne razumeš? Ne, nič ni narobe. Resnično sem samo pripravljena iti domov k svojim ljudem. V redu, lahko spustiš roke ob telo zame in jih poskusiš tam obdržati, prav? Odlično ti gre, samo nadaljuj, točno tako, kot delaš. Oprosti, naredila sem to, oprosti. Samo, jaz sem... V redu je. Nočem tega početi zdaj, samo domov želim iti, če ti nočeš tega. Ustavila sem se, ker sem po nesreči videla svoje ogledalo. Prav, Summer, domov želim iti. Če tega nočeš narediti, mi dovoli, da ti zastavim samo nekaj hitrih vprašanj. Oprosti, samo iti želim, zdaj tega res nočem početi. Summer, ali so ti diagnosticirali sladkorno bolezen? Tega zdaj nočem. V to mesto sem prišla zaradi tega, nisem prišla v to mesto zaradi tega. Summer, Ali so ti diagnosticirali sladkorno bolezen? morala bi se znati pravilno obnašati, ampak nočem. V redu, Summer. Kar bom potreboval od tebe je, da daš roke za hrbet, prav? O moj bog, to se res dogaja prav zdaj. Summer, hej, ne upiraj se. Sumer, prosim, ne nehaj, prosim, govori z mano. Moram te... Summer, aretiran si. Zakaj? Ker sem jokala. Moj glas je tako preklet. Prosim, ne naredi tega. Prosim, zakaj to delaš? Prosim, zakaj? Ne delaj tega. Bova se pogovorila, prav? Prestrašenje. Ne, tega nočem. Lahko za nekaj minut pokličeš, prosim. Pokliči za nekaj minut, prosim. Zdaj bomo šli sam. Transportni kombi se pripelje in končno se zaveš. To se res dogaja. Nenadoma si Summer zaželi test, kakršenkoli test, zdaj vztraja pri tem. Ampak ta priložnost je že zdavnaj minila. Kasneje sem videla, da so me ustavili. Mislim, da je to tukaj običajno, v redu. Summer, pojdi in se prosim usedi. Ne bom pustil vrat odprtih, ampak ti bom spustil okno dol, prav? Zakaj mi to delaš? Nisem naredila nič narobe, Summer. Prosim, sedi. Prosim. Tega si ne morem narediti. Imate svoje ljudi, imate Remo. Ne, sam nočem iti spat v telovadnico. Ne, vem, da ne boš. Vem, obrni noge noter, prosim. Moj prijatelj je na poti, prosim. Zakaj? Summer, v redu, zdrsni noter, kar obrni noge noter zame. V redu. Samo trenutek. Pojdimo. V redu, Summer, stopi ven, prosim. Kar stopi ven. Ja. Ti si. Dobrodošel. Oh God, that's right one? Yeah. To je tvoj prevoz, človek. Si Vesna? Si? Yes. Zakaj? Nisi naredila testa z mano. Kaj? Kje je moj test? Kje je moj test? Summer, prosim, stani. Kje je moj test? Summer. Ne, ampak kam je šel moj test? Zakaj mi to delaš? Kje je moj test? Nisi mi poslala sporočila. Vi si zaslužite, da vam dam test. A si ne zaslužiš? A si ne zaslužiš testa? Rej, kaj misliš ti? Nisi naredila testa. Zaslužen si, da mi narediš test, Mark. O moj bog, ti si me testiral. Jaz pa tega sploh nisem testirala. Poskusili smo. Ne, ampak ti nisi. Summer, nehaj. Ne, vi ne lažete, poskusili ste. Vse je moja krivda. V redu, zdaj niste poskusili. Ja, sploh niste poskusili testa. Rekel si, da tega nočeš narediti. Ne, nisi. Ne, rekla sem, da ne želim opraviti alkotesta ali pa, da nisi opravil testa. Osebja. Zaslužim si test. Ne, jaz si ga zaslužim. Zakaj me nisi testirala? Tako delaš. Jaz sem velika kriminalka, ti nisi. Po zaporu... Povej, da želiš opraviti test. Ne. Pojdimo v zapor, konec je. Test je zdaj. Svoje naloge sploh nisi opravila in naredila testa. Zakaj me zdaj testiraš? Obrni se proti kombiju. Prav, ne, svojo glavo lahko obrnem, kamor hočem. Zakaj me nisi testiral? Zakaj me nisi testiral zdaj? Zakaj me nisi testiral? Testiraj me, prosim. Test je vse, na kar lahko zdaj misli. Potem pa zaide na naključno temo. Kratke hlače, osebne zadeve, karkoli. Preden se takoj vrne nazaj k testu. Me ne testiraš? Testiraj me, kot moraš. Testiraj me, kot moraš. Zakaj ne? Ali imaš kratke hlače? Edini posel, ki ga imate, je, da me testirate. Testirate me, preizkuša me.
Niste me testirali, tako me želite. Misliš, da me testiraš, tako me želite. Ne moreš ga pravilno namestiti. Tega se sploh ne moreš dotakniti, kaj ne? Ja, Vi sploh ne poznate svoje jebene besede, ne veste, kaj storiti. ti so obrnjeni narobe. Ne more me testirati, tudi ti me ne moreš testirati. V redu, samo trenutek. Imamo še enega doma. Kaj pa, če preizkusite mene? Sara, tam je Sara. Nehaj, utišni. Nahaž. Odnehala si. Vse to je čudno, ampak ti... Ali te potrebujem, ali pa? A misliš, da bo še huje kot to? Izstopaj. Ne, sploh me nisi preizkusila. Izstopiš. Sudakinja, hej! Obtoženi smo bili napada na policista in zavrnitve testiranja. Primer se je končal z alternativnim postopkom pred sojenjem. Torej, samo izogibaj se težavam in vse bo izginilo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Sediš v avto in pelješ svojo hčer v šolo. Ne morem vzgajati tvojega otroka namesto tebe. Nočem je peljati, oprosti. Pridržani ste zaradi zanemarjanja otroka. Zdaj smo v Palm Bayu na Floridi, kjer policija pravi, da so ustavili Jenico Cruz zaradi družinskega spora, ki naj bi nastal potem, ko naj bi po njihovih besedah zavrnila peljati svojo hčerko v šolo. Policisti so pričakovali preprost spor med staršem in najstnico. Namesto tega najdejo Cruzovo, ki blokira cesto, njeno hčerko v solzah in soočenje, ki se hitro zaostri. Kaj se dogaja? Vprašajo, kaj se dogaja. Stoj tam. Gospa, stojte tam. Kaj se zdaj dogaja? Vi me ne poslušate, ko vam povem. Ne morem se s tem ukvarjati. Kakšen je problem? Pokličal se, da govori o njih pred mano. Prav. Zapri vrata za trenutek. Ne želim. Hočem ven z ceste, ti zapri vrata. Globoko vdihni nekajkrat. Kaj se dogaja? Kako ti vidiš to, kar se zdaj dogaja? Pravkar sem poklicala nekoga in ji povedala, da jo peljem v šolo. V redu. In bila je jezna. V redu. In začela je. Zalopotnila je vrata. V redu, no. Parkirala sem ob strani. V redu, prav. No. Zakaj ne počakaš s klicanjem ljudi, dokler je ne odložiš? Potem lahko govoriš z ljudmi. Zakaj? Da nam vas ne bi bilo treba ves čas iskati, ker se vi in vaša hči prepirata. Zato. Hočem, da gre z mojega avta. Ne morete. Imate odgovornost kot odrasla oseba, kot starš. Nimate izbire. V redu, če bomo tukaj sedeli ves dan, ne. Ne bomo tukaj sedeli ves dan, gospa. Sedli boste v avto in odpeljali svojo hčerko v šolo. Da. Ne. Da, si. Kaj? Aretirali me boste, ker je ne bom peljala v šolo. Kot starš imate odgovornost. Prav? Jaz ne morem vzgajati vašega otroka namesto vas. Vi morate peljati svojega otroka v šolo. Samo trenutek. Gospa, usedite se v avto in peljite svojega otroka v šolo. Gospa. Nočem je peljati, oprostite. Policisti so na prizorišču in skušajo ohraniti mir, vendar Jenica Cruz tega ne sprejema. Kriči, se prepira in vztraja, da ima prav. Medtem pa si njena 15-letna hči samo želi priti v šolo. Poskuša igrati žrtev, ko naredi to, kar je naredila. Poklicala je osebo, ni ji povedala, da je šla v šolo. Ne, začela je slabo govoriti o meni. Kaj? Rekla je nekaj v smislu, samo ne govori z njo, ona je slaba oseba. In potem pred potnico, ko ste ji rekli, naj ne govori z mano, je rekla, ne bo te pobrala iz šole, najdi si svojo pot nazaj v šolo, nočem imeti opravka s tabo. Samo nisem bila. Kako dolgo se to že dogaja med tabo in njo? Samo danes. Ampak ona je kričala name. Ne. To ni vse. To ni vse izbruhnilo danes. Taka je bila že včeraj. Samo v šolo želim iti. Ne moram se več ukvarjati z njo. Preprosto ne zmorem več. Ni mi mar. Oblačila sem svojo sestro, ona je to rekla. Dajžno punca. Torej, kaj je to začelo? Kaj je to zdaj sprožilo? Road in Harper. H-A-R-P-E. Harper Boulevard. Da.
Kaj je zdaj to sprožilo? Po telefonu so mi govorila, da so jo našli, da so mi rekli, naj jo odložim v šoli. Začela je kričati name. Odprla je vrata, da bi skočila ven. Si rekel kaj o tem, da je slaba hči ali pa kaj podobnega, medtem, ko si bil na telefonu? Ne, v redu, no, tako vtis dobivam. Veš kaj, vedno sem jaz kriva. Ne krivim te. Postavljam ti vprašanje. Gospa. V redu je. V redu je. Utrujena sem od tega. Lahko bi šla v zapor, to je v redu. Kdo je sploh omenil, da bi šla v zapor? Stvari se hitro zaostrujejo. Janica poskuša razložiti svojo plat zgodbe, medtem ko policisti razjasnjujejo situacijo. In nihče ni povsem prepričan, kaj bo sledilo. Katera je vaša telefonska številka, gospa? Ne. Poglejte mojo hčer. Ona živi v hiši. Kako dolgo to traja? Kako dolgo se to že dogaja? Šele pred kratkim. Vse to zaradi neumnega fanta. Je že kdaj prej pobegnila ali kaj podobnega? Ne. Ko ima težave, gre k sestri domov. Njena starejša. Torej, to je tisto, s katero si na telefonu? Ja. V redu. Samo, da vem, ko gre za tvojo hišo, sta tam samo vidva ali imaš še druge otroke? Mislim, da pravi, da je ona najmlajša, kaj ne? Ja, ona je najmlajša. V redu, torej sta v hiši samo vidva? Ja. V redu. Ali je Center za socialno delo že kdaj prej posredoval pri vas? In pred koliko časa? Moja hči je trenutno 25, zadnjič. Ja. Torej, kako mislim? Je minilo veliko časa, ja. V redu. Samo razumi, da DCF ni poklica samo, ko pride do težav in ko ljudje postanejo predmet preiskave. Včasih ljudje potrebujejo pomoč. In zdi se, da vi potrebujete pomoč. Jaz sem obiskovala doktor terapij. Njena terapija je bila tako dobra, da sploh nimajo video posvetov, kjer bi se morala prijaviti v računalnik in se pogovarjati z njimi. Ali bi morala jemati zdravila ali kaj podobnega? Ali jih jemlje? Ne. Zakaj? Ona noče. Pravi, da noče. Kdaj je bila nazadnje pri zdravniku? Ni bila pri zdravniku. Kdo je dal zdravila? Samo trenutek. Nazadnje je bila pri tistem zdravniku pred 2 mesecema. Pred 3 meseci. V redu? V redu. 2 meseca nazaj je bilo pred 3 meseci, ampak sem ji dal veliko zdravil naprej ali kaj podobnega. Ne, dali so ji za približno 2 meseca. V redu. Torej mora spet k zdravniku. Ja, ker me ni videla niti prek videoklica. Brez zamere. Ali bi morali jemati zdravila? Imam vse svoje teste. Kje jih opravljate? Vse svoje vzamem, odnesete jih stran. Tako bi morali. Vsak posamezen dan. V redu, daj mi nekaj minut, prav? Mama je na telefonu, najstniki so napeti, besede letijo in nekako nihče ne zapusti avta miren. Ta vožnja v šolo se je pravkar spremenila v pravo soočenje. Mama jo je peljala v šolo, potem pa se je oglasila na telefon in začela govoriti, da je slaba punca, da je noče imeti v bližini. Rekla je, da je mama rekla, da jo bo odložila v šoli, potem pa naj si sama najde pot domov, ker je ne bo prišla iskat. Nenehno me skuša izzvati, da bi govorila z njo in podobno. Se trudim. Ne poskuša potisniti svoje zadnjice, ti izstopaš iz avta. Ne, ampak se obnaša, kot da se mama obnaša kot otrok. Čeprav je meni lahko govoriti, ker nisem v tvoji situaciji, se moraš pretvarjati, kot da si gluh, ko si z njo. Mislim, nisi neumna punca, ne? Mama te poskuša spraviti ob živce. Kaj bi naredila, če bi ti katera od prijateljic to poskušala? Preprosto jih ignoriraš, ne? Se odmakneš. Nenehno kliče mojega očeta in njegove ljudi. In s tem samo še bolj povečuje problem. Zakaj smo spet tukaj? Veš, da imamo zelo pomembne intervencijske klice. No, ona želi skočiti ven. Ampak zakaj bi se pogovarjal po telefonu in nekomu govoril, da je ona slaba punca? Ne. Govorila sem po telefonu in sem ji rekla, da je to preveč. Svoji hčerki sem rekla, da se peljem tja. Zakaj nisi mogla počakati do pozneje? Ker me je hči vprašala, ali smo jo našli. Vesta prepir. Otrok pa samo potrebuje prevoz v šolo. 2 minuti, to je vse. Ampak mama še vedno noče, zato ji policisti dajo izbiro. Peljite svojo hčer v šolo ali pa jo tja pospremite peš. Ne, ti si samo hotel narediti te stvari. V redu. Greš s tabo v šolo. Ne grem. Kaj boš naredila? Zanemarjanje otroka. Lahko bi šla peš v šolo. Ne boš šla peš v šolo. Ne bom vozila. Lahko jo pospremim peš v šolo, ampak ne bom vozila.
No, Potem jo lahko pospremiš peš v šolo. To je v redu. lahko jo pospremiš peš v šolo. To je tvoja odločitev. Ampak če jo pustiš tukaj zunaj, je to zanemarjanje otroka. Si sem ti rekel. Ja, mama bo prišla peš do šole. Ona jo bo peš pospremila v šolo. Ker je nočeš peljati v šolo, jo bo peš pospremila. Noče je peljati z avtom, zato jo bo peš pospremila. O, odpeljala je. Grem jo ustaviti? Ja, pojdi jo ustaviti. Zdaj imamo starševski problem. Da, zanemarjanje otroka. Zanemarjanje otroka. Ona bo. 10, 16 zame. Kaj je zdaj narobe? Prihajam. Samo trenutek. Samo trenutek. Ni preveč in ni premalo začinjeno. 2.18 je pravkar rekel. Mislim, da je v priporu. V redu, trenutno vas aretiramo zaradi zanemarjanja otrok. Povedali smo vam, pripeljali ste jo v šolo, niste jih hoteli peljati v šolo. Odločili ste se, da odidete. Torej, tukaj smo zdaj. Očitno vaš avto ne more ostati tukaj, torej. Lahko ga premaknem? Ne, aretirani ste. Bi lahko moja hči prišla in ga prevzela? Povedali so ji, da tovornjak vleče tovornjake, stari. Torej, poslušaj, tvoja mama nam je pravkar pobegnila. Stara si 15 let. Nisi v nobeni težavi. Zdaj pa, tole se bo zgodilo, prav? Najprej želim, da ti... Glede na to, kar si mi povedala, ko sva se srečala tam spodaj pri šoli, te je mama peljala po tej cesti in si rekla, da je govorila z ljudmi po telefonu. Kaj je govorila? Rekla mi je, da sem slaba hči in da ljudje ne bi smeli več govoriti z mano, ker sem zaradi tega nora. Samo očetu govori, da sem grozna hči in take stvari. Ves čas ponavlja, da si želi, da ji nikoli ne bi bila hči. Dvigni desno roko. Prisegaš, da je vse, kar si mi pravkar povedal, resnica. Vsa resnica in nič drugega kot resnica. Če lahko rečeš 10-12, bom šel poskrbeti za mamo, 10-15. Sliši dobro. Hvala, gospod. Hej, on je dober človek, v redu. Ja, 218 je 1012. Ali naj odlečem vozilo, ali želite, da pride hči po njega? Verjetno bi lahko hči prišla po njega. Nekaj ulic nižje je druga policistka ustavila Jenico Kruz. Zdaj ima lisice na rokah in je uradno aretirana zaradi zanemarjanja otroka. V redu, jaz sem policist Mihan. Aretirani ste zaradi zanemarjanja otroka. Da, gospod, imam te stvari. Je bila že pregledana, narednik? Da, pregledala me je. Lahko tega ne delaš premočno. Ne držim, gospa, zaklenjene so, ne? Ne, vem, da imam zlomljeno roko. Oprostite, samo roka mi je zlomljena. Gospa, poslušajte. Kaj je? Samo ne držite je premočno, ker ima zlomljeno roko. Kdaj je bilo to? Kdaj je bilo to? Objavila sem tisto operacijo na tem. V redu. Samo da razumeš. Hitro bom pogledal lisice, v redu? Prav, tako je. Če želiš, ti lahko snamem uro. Ne, dejansko mora iti z vami, gospa. Prav. Prav, zato bomo poskrbeli, ko pridemo tja. Prav, gospa, sem da veste, to preverjam. Te stvari so izmerjene in zaklenjene, prav? Da, gospod. V redu. Niso popoln krog. V redu, tvoje zapestje ni popoln krog in tudi to ni. Ko se premikaš, se ti bo zdelo, da postaja bolj tesno. Povem ti, zaklenjeno je, ne more postati bolj tesno. V redu, v redu. V redu, zdaj bo šel nazaj k Marku proti mojemu patruljnemu vozilu. Da, gospod. Jenica Kruz je bila obtožena zanemarjanja otroka. Vse zato, ker svoje hčerke ni peljala v šolo. Sodna evidenca okrožja Brevard to potrjuje. Primer je bil kasneje opuščen. Ne približuj se mi, nehaj. Sedi. Brate, skušam sest. Nato smo v Rivera Beachu, kjer se bo rutinska prometna ustavitev zaradi domnevno potekle registracije in nezakonitega zatemnitve stekel kmalu spremenila v ustavno krizo. Brandon Granville je za volanom. Sprva je miren in razlaga situacijo s tablicami. Je zapleteno, vendar dela na tem. Potem ga policist prosi, naj izstopi iz vozila in takrat postanejo stvari filozofske. Zakaj ste me ustavili? Zatemnjena stekla, tablica je potekla. V redu. Imate prometno dovoljenje, gospod? Pravkar sem dobil obvestilo, da mi je potekla registracija, zato moram nazaj v New Jersey, da to uredim. Kako dolgo boste tukaj?
Tako dolgo sem že tukaj. No, kako dolgo boste tukaj? Ali živite tukaj, ali živite v New Jerseyju? No, hodim sem in tja. Torej, pridem sem, tukaj sem en mesec, potem sem en mesec nazaj v Jerseyju, delam na področju zdravljenja. V redu. Razumem. Registracija je potekla, zveja do decembra. Ja, ampak ustavili so me šele junija in to mi je povedal. Potem sva poskusila registrirati vozilo prek spleta in rekli so, da moram iti v New Jersey, da to dejansko uredim. Tako da grem dejansko kmalu v New Jersey za svoj rojsten dan septembra. V redu. A imaš trenutno registracijo, čeprav je potekla? Ne, nimam je. Nisem. Pravzaprav. Ja, vse je v redu, prijatelj. V redu, sam pravim, tukaj stoji na svojem. V redu, gospod Gramil, vas moti, če stopite iz avtomobila? Zakaj? Izstopite iz avtomobila, človek. Niste v težavah, izstopite iz avtomobila, prav? Samo zunaj bova govorila, v redu? Zdaj pa izstopite, ja? Prijatelj, v redu. Niste aretirani, ste pa pridržani, v redu. Po ameriški sodni praksi Pennsylvania proti Mims. V redu, če vam policist ukaže, da izstopite iz vozila, morate upoštevati navodila. Če tega ne storite, ste lahko aretirani. Tega želim čim bolj preprečiti. Zato vas prosim, da izstopite. Ja, ampak zakaj me sploh spravljate iz mojega avta, mislim? Sam pojdite z mano, prav? Preverite, če imam pri sebi strelno orožje, prav? Brandon stopi ven. Je miren. Sodeluje celo. Potem ga policist začne pretipavati. Takrat Brandon postavi vprašanje, ki bo vse skupaj postavilo na glavo. Nimam nobenega strelnega orožja pri sebi, prijatelj. Pravkar si rekel, da nisem pridržan in zdaj me pretipavaš. Pridržan si. Nisi aretiran. Samo sodeluj. V redu, pridržal si. Zdi se, kot da me boš ustavil zaradi tablic in kot da bom aretiran. Nisi aretiran. Nehaj se upirati. Nehaj, nisem nič naredil, stari. Spotaknil si me brez razloga. Ne vem, kaj pomeni, da me zdaj spotikaš. Ne upoštevaš navodil? Policist poskuša razložiti. Pridržan si, nisi aretiran. Brandon temu ne verjame. Stopi mi pred nos. Ne rini mi pred nos, nehaj. Sploh nisem prišel sem. Sediš tukaj in me potiskaš. Nehi, kje je to? Brate, tvoje telo je prišlo sem s tvojim. Kaj naj naredim? V redu, torej snemam tvoja dejanja. Ne počnem ničesar drugega, kot ti postavljam vprašanje. Upira se aretaciji. Sem aretiran? Se upiram pridržanju? Je to kaznivo dejanje? Je to kaznivo dejanje upirati se pridržanju? Je to kaznivo dejanje? Da. Upiranje pridržanju? Da. Temu se reče upiranje pridržanju. Pravkar ste rekli, da nisem aretiran. Ni pomembno. Torej v redu, ampak pomislite. Pravkar je rekel, da nisem aretiran. Torej mu ne nasprotujem, kaj ne? V redu. Če se hočeš igrati igre, greš v zapor zaradi upiranja. Zelo hitro lahko ugotoviš, kako nezakonito je to. Odpelji me v zapor zaradi upiranja. Prišel bom ven z varščino. Obnašaš se, kot da koga strašiš. Nisem naredil nič narobe. Plačal bom varščino in spal v svojem avtu, brat. To ti pravim. Potem policist pove razlog, zakaj je prišlo do vsega tega. Pravi, da je zavohal nekaj, za kar je verjel, da je zažgana marihuana. To je dovolj za utemeljen razlog za preiskavo avtomobila. In takrat se stvari res začnejo zaostrovati. No. Je kaj v tem avtu? Ne, nič ni v tem avtu. Ne morete preiskati mojega avta. Ne morem. Ja. Lahko. Ne morete preiskati mojega avta. Ne morete preiskati registracije mojega avta. Ne morete preiskati mojega avta. Nehaj molesti v obraz, stari. Ne morete preiskati mojega avta. Pridi sem. Sedi, stari. Poskušam sest, če ti sedeš. Sem sest, stari. In mi nisi dal priložnosti. Ti si en jeben, stari. Vi vsi, stari. Kaj? Hočeš? Nehaj. Hočeš me udarati? Udar me, stari. Udar me. Udari me. Nisem naredil nič narobe. Tukaj sediš in mi poskušaš vzeti avto. Zakaj, stari? Vse, kar delam je, da sedim tukaj. Delam, naredim vse, kar moram. Ljudem sem dal svobodo. Nisem rezerviral sobe. To bom prenašal živo. Nahaž. Želiš, da ti razložim, kaj sem počel včeraj? Ker smrdi po zažgani marihuani. V redu, torej, mi daj utemeljen razlog za preiskavo avtomobila. V redu, tukaj moraš sedeti. Imaš dve težavi, prijatelj. Označen si in avto smrdi potem. Ni dovolj, da narediš to, kar hudiča. Ja, je dovolj. Ja, je dovolj. V mojem avtu ni ničesar. V redu. Zakaj pa potem paničaraš? Zakaj to siliš? Slovk, poglej to. To je noro, stari. Ker se ne držiš navodil. Ne držiš se navodil. Tako preprosto je. On gre naprej. Edini, ki delaš težave, si ti?
Kaj sem? Nisem nič naredil, stari, dej nogo sem. Ves čas sem bil miren, sproščen in zbran s tabo. Nisem sproščen, stari. Stari, prav ker si me spravil. Na tla brez razloga. Rekel sem ti sedi ob strani in ti si stari. Ti se upiraš samemu sebi. Nimaš kamere. Kdaj sem se upiral tebi? Ampak rekel sem ti, naj spet sediš ob strani. Saj pa ščitaš in služiš. Vsi prodajajo droge. Ja, vsi prodajajo droge gor po ulici. Kaj zdaj ščitaš in komu služiš? A? Ravno zdaj si pred trgovino in prodajaš droge. In kaj zdaj ščitiš in komu služiš? Pri meni si za 10 in pretečena registracija in poskušam. V redu, in če bi te poklicali? Dober bi kazen, to je to, brate. Rekel sem, brate. Kako to misliš, ali sem miren? Skrbi se mi poznajo na obrazu. Seveda sem. Ja, njega, mi rastemo, brate. Prav, ker si me poskušal vreči na tla. Rekel sem, daj mi sekundo, usedel se bom. Ne. Tega ne bi smel reči. Prisežem pri Bogu, res sem, poskušam. V redu, preglej zdaj. V redu, to ti pravim, brat. Obnašaš se smešno. Nisem, brat. Vi se brez razloga valjate po tleh, ko govorite o tem, da je iz njegovega obraza... Ne priješ ven iz tega časa, pa s njim stav. Nisem urinil obraz, ampak sem sedel prav tukaj. Rekel sem ti, naj sedeš. Toda ko policisti poskušajo prevzeti nadzor, Brandon začne kričati, preklinjati in noče upoštevati navodil. Ja, imel me je v prijemu za nogo. Nihče te ni imel v prijemu za nogo. Brat, mi ga imel? Podrl sem te z nogo. Me je podrti z nogo. V redu, ampak pravkar si rekel, da nihče ni imel moje noge. Zdaj pa si imel svojo nogo. Ampak pravkar si me podrl z nogo. Jaz nisem imel svoje noge. Torej si imel mojo nogo, če si me podrl z nogo, kaj ne? Ne. Nisem. Pravkar si rekel, da si imel mojo nogo, ne? V redu, to pomeni, da si imel mojo nogo. To je podrtje z nogo. Samo neveden si. Dajno, brat, neveden si. Ravno si nasprotoval. Hitro bojo ugotovili, koliko se upiraš. Nadaljuj. V redu, njih se mi ne upira, brat. Ja, imaš prav. Vse je na kameri in sem si ogledal. Nimaš neumnega Floričana. Florida. Imaš pametne odvetnike, ki imajo denar. Zakaj se ne vrneš tja, odkoder si prišel, človek? Pojdi nazaj k Rokiju. Ti se vrni tja, odkoder si prišel. Jaz sem tukaj odraščal, ti nisi od tukaj. Jaz sem od tukaj. Ne, ti nisi od tukaj, ne poznaš me, brat. Ja, imaš prav, cipička. Ja, čisto pretiravaš. Imaš 100% prav. Vsi ste proti meni. Vi tega ne zmorete. Redo. Veš, verjetno se je to danes zgodilo, človek. Če samo ostaneš miren... Bil sem miren, stari. To ti pravim, stari. Vse, kar sem rekel, je bilo, zakaj se tako obnaša, stari. In zakaj me je sploh ustavil, ker nisem naredil nobenega prometnega prekrška, stari. Lej, stvar je taka, človek. Kot policist me moraš samo enkrat prositi, da izstopim iz avta. V redu, jaz sem bil v redu, ampak glej, kot temnopolti moški, zakaj bi me bilo strah, ko me prosiš, da izstopim iz avta? On ima že roko na pištoli, stari. Jaz sem bil, zdaj pa kva, jaz sem tist. Tisti, ki te ustavil, stari. V redu, in bil si cool. In vprašal sem te, stari, sem rekel, zakaj sem pridržan, stari. In potem si rekel, v redu, in jaz sem se pripravil, da izstopim iz avta, odprl sem vrata avta, kaj ne? Ja, v redu, in izstopil sem, a ne? Kako pol nisem sodeloval? Imam sam problem s tipom, ki je agresiven pred mano. In ravno, ko sem hotel, povedal si mi, da nisem bil areteran. Lahko bi mi rekel, naj sedim tukaj. Lahko bi mi rekel karkoli. Sem pridržan, stari. Če sem pridržan, zakaj mi avtomatsko nadeneš lisice? Vse, kar sem vprašal, je bilo, zakaj sem v lisicah, če sem pridržan, stari. Poskušal sem sodelovati, o čem pa vi sploh govorite? Brandon kriči, kaže s prstom, se prepira, vse to medtem, ko sedi zunaj avtomobila, za katerega policija pravi, da je poln marihuane. Policisti mu rečejo, naj se umiri in sodeluje. In način, kako rešiti ta problem, Brandon, je postaviti vprašanje. Pustiš me govoriti vsaj 2 sekundi. Brat, spraševal sem, brat. Pustiš me govoriti. Niste mi pustili govoriti. Ne dovolite mi, brat. Niste mi pustili narediti kar. Kar moraš narediti, je samo bogat. Ampak si mi nadel lisice. Razložili ti bomo. To ni dogovor. Ampak prihajaš k meni. V redu, ampak prav. Ampak če bi mi to rekel, Brandon, ni mi tega rekel. On samo si iz avta. Pridržan si. Rekel je, v redu. Brandon potem pa mi je nataknil lisice. Rekel sem, če nisem areteran, zakaj mi natikaš lisice? Ker lahko lisice snameš tako enostavno, kot jih natakneš. V redu, ampak če bi samo sedel tam 30 sekund, samo zato, ker grejo lisice gor, še ne pomeni, da si areteran. Brate, če bi res samo sedel tam 30 sekund in mi razložil, ker vse, kar sem vprašal, je bilo, in potem bi mi moral razložiti. Če nisem areteran, zakaj sem uklenjen? To je vse, kar bi moral povedati. Razložili bi ti, če bi moral vedeti. V redu, ampak razumeš z mojega vidika, ne, Brandon? Ne razumem. Ker nisi temnopolti moški. Zato, prijatelj, ni temnopolto. Prijatelj, ja, res je. Prišel je in imel roko na pištoli. Tisti tip tam je prišel do mojega avta s puško, roko na pištoli. Potreboval sem, prijatelj. Rekel sem, kaj pa ti?
Ničesar nisem počel, samo sedel sem v avtu. Rekel sem, da sem ljudi pošiljal na zdravljenje. To počnem. Moja napaka, avto ni registriran. To se dogaja. Če bi samo rekel, da je vse v redu, bi bilo vse v redu. Ni v avtu, prijatelj. Bil bi miren. Preiščite avto. Ampak ko vi igrate igro, ki je zavajajoča. Igram igro, prijatelj. Prav zakaj mi potem ne poveš, kaj se dogaja, dokler me ne vkleniš, prijatelj? To je zavajajoče. Če mi ne dovoliš govoriti, je to zavajajoče. Če mi dovoliš govoriti, ti bom povedal. To ni zavajajoče. Hočeš, da ti povem zakaj? Zakaj? Ker v našem poslu, in sem že 5 let na tem delovnem mestu, se je že večkrat zgodilo, da je bilo dovolj 30 sekund, da so stvari šle narobe. 30 sekund, da gre vse narobe. Praviš, da imaš vso to usposabljanje, vidim tiste rokavice za Muay Thai, vse tiste neumnosti s priznanji. Brat, pusti me, da končam, pusti me, da končam. Brat, pusti me, da končam. Vidim vse te rokavice, vidim vse te stvari, prav? Ne poznam te, brat. Nikoli prej te nisem srečal. To je dobro, 100%. To je dobro. Brandon še vedno izgublja živce. Kriči zaradi svojega avta, prepira se glede lisic in ustraja, da je vse to popolnoma nepošteno. Ne, ni zato, ker me boste zdaj spet srečali, ker se to ne bo zgodilo. Prav. Vi jemljete, ti avtomobili stojijo. V naši službi gre lahko vse narobe v 30 sekundah ali manj. Torej te bomo najprej spravili pod nadzor. In potem bom zgubil svojo službo. In kako misliš, da bom dobil denar za nov avto, prijatelj? To so posledice tvojega samozaupanja. Kaj misliš? Prijatelj, samo vprašal sem, kaj se dogaja, prijatelj. V redu. Prenehaj objavljati in samo sodeluj. Razložili bomo kasneje. Zakaj mi ne moreš povedati, kaj se dogaja? Če ne poskušaš biti zavajajoč. Torej. To je definicija. Tega, da si prevaren. Ne, ni tako. V redu, ne ga prevaram, da pride iz avta. Naj mu dam roke za hrbet in mu povem, kaj se dogaja. Ja, morali bomo... V redu. Torej, bi mi moral povedati, da me bo vklenil, namesto da reče, da sem za trenutek pridržan. To je isto. Ne, ni isto, stari. Lahko si pridržan, pa sediš na robniku. Prever. Lahko samo sediš tam na robniku, pridržan, brez lisic. Pridržan si v trenutku, ko pržemo luči. V redu, stari. To je noro, a ni? Ja, ampak pravim, stari, stopnja pridržanja se ne spremeni z lisicami. Prav, stari. Ampak kar hočem povedati je, če sem samo pridržan in ne areteran in sedim tam mirno in izstopam iz avta, sem stopil ven. Ja, stari. Ker sem stopil iz avta, sem bil miren. Obrnil sem se, pustil sem mu, da me pretipa. Vprašal je, če manj kaj pri sebi, pustil sem mu, da me pretipa. Začel mi je nadevati lisice. Rekel sem, ej, stari, zakaj mi daješ lisice? Mi lahko razložiš, zakaj mi nadevaš lisice? Ker ne razumem, zakaj me areteraš. Povedal ti bom. Ampak naslednjič, ko se ti to zgodi, brat. Kaj misliš s tem naslednjič, brat? Vse si zamočil, v redu? Če se to še kdaj zgodi... Sam tako so mi vzeli avto, brez razloga, brat. A viš, kako to deluje? Vsi se razjezite, pa hočete. Jaz sploh nisem jezen. V redu, vi zdaj napadate. Tudi ti si jezen. Brat. Pravkar si me poskušal vreči na tla, pa ti ni uspelo. Zato si se razjezil, brat. Sploh nočem slišati tega. Definitivno sem te vrgel na tla. V redu, in mi je potekal. V redu, razumem, ampak tega nisem vedel, to pravim, zato sem mu rekel, da tega nisem vedel do junija in poskušal sem ga registrirati. V redu, poskušal sem ga registrirati, rekel sem, da moram iti v Jersey, povedal sem mu, da imam rojstni dan septembra, če pogledaš mojo osebno izkaznico, je to dejstvo. Vozil sem se tja, da uredim svoje, prijatelj. Brian, samo ostati moraš. Greš v zadnji model avtomobila. Povejte mu vi. Ja. Torej kje? Povedal ti bom čez trenutek. Ne morem ga dobiti brez noja. Moram ti nadeči še ene lisice. Počakaj sekundo. Samo odpri roke tako, Brian. Ja, odpri roke tako, tako je. Moram poiskati ključavnice, da jih nastavim zate. Ne, moj oče. Ne, moj oče. Počakaj, odpri to roko. To je res pokvarjeno, moraš to narediti. On pravi, da so lasje in dela. In o čem sploh govorim? To je to? Je to to? Ja. Samo da bi bil glavni. Veš, vse je moje. Sedi. Zato ste vi vsi taki, to je resnično. Mafija. Vi ste vsi dečki. Brandon Granville je prejel obvestilo o prekršku zaradi nezakonitega zatemnitve stekel in vožnje vozila s poteklo registracijo več kot 6 mesecev. Sodna evidenca kaže, da je njegov primer še v obravnavi. Šerifov urad, ustanite. Pokažite mi roke. Freddy, pojdi naprej in se približuj železniškim tirom. Ostani tam, kjer si. Takoj te bom ustrelil s paralizatorjem. Hočem, da je paralizator uperjen van.
Naš zadnji primer nas popelje v okrožje Thurston v zvezni državi Washington. Gordon Heath Scott naj bi poskušal prometno kontrolo spremeniti v poligon z ovirami. Potem, ko naj bi razbil svoj avto, steče proti železniškim tirom. Namestniki šerifa so v polni uniformi, kričijo, luči utripajo. Vzdušje je napeto. Šerifov urad, ostanite. Pokažite mi roke. Freddy, kar naprej za vas. Približujem se železniškim tirom. Ostanite tam, kjer ste. Takoj te bom ustrelil s paralizatorjem. Eden meri s paralizatorjem. Ga imaš za sekundo? Gremo okoli do tebe. Poglejmo to. Mislim, da bi bilo najbolje, da ga obrnemo na trebuh, stran od mene. Nadenimo lisice, potem pa bomo osvobodili njegovo stopalo. Vredo, kako ga bomo spravili čez to? No, najprej ga poskusimo postaviti tako, da mu damo lisice za hrbet. Potem ga lahko odpeljemo nazaj na isto mesto, kjer smo šli čez. Ne naredi spet ničesa neumnega. Daj mu roko za hrbet. Radio 1, David Svet 2, ni potrebe, zabeleži 1. Ne premikaj prstov. Vrede. Radio 1, enota tukaj, imamo ga v pridržanju, jasno smo ga prijeli. V redu, obrnili se bomo proti meni. Dajte nogo pod sebe. Preveri to pri zadnici. Pozdravi zadnico. Tako, bravo. Kar nadaluj. Po divjem zasledovanju s hitrostjo domnevno več kot 190 km/h je Gordon Heath Scott končno v priporu. Policisti pa natančno pojasnijo, kaj naj bi po njihovih besedah storil narobe. Da se pogovorite z odvetnikom in da je ta prisoten z vami med zaslišanjem. Če si ne morete privoščiti odvetnika, vam bo dodeljen, da vas zastopa pri katerem koli vprašanju, ki ga želite. Kadarkoli se odločijo uveljaviti te pravice, ni odgovarjal na vprašanja ali dajal izjav. Razumejo pravice drug drugega. Kaj je bilo človek? Zakaj so bežala? To je bil res neumno človek. Vesel sem, da nisi poškodovan. Mike, nisi umrl človek. Ljudje umrejo, ko to počnejo. Veš to? To se je zgodilo prav tukaj v naši občini. Ljudje umrejo, ko vidiš vse te novice. Začni spremljati nedavne dogodke človek, ker je to resna stvar. Lahko bi koga ubil. Tudi mene, veš, kogarkoli drugega, ki je tukaj na cesti. To je izjemno nepremišljeno človek. 200 km/h megla. Če kdo umre medtem, ko bežiš, je to primer umora. Absolutno, to je res neumno. Koliko si star? 22. 22. 22-letnik, ki je bežal pred policijo. Mislim, bodiva realna človek. Mora biti še nekaj drugega tukaj. No, kaj je to? Ugotovili bomo človek. Tisto Vikova zadeva. Da narediš kaj tazga? Je imel to, ti je dovoljno, da ga voziš. Ja. Torej, kaj imaš v avtu, česar nočeš, da vidimo? Preprosto si se zaletel brez kakršnega koli razloga.
Si samo izjemno neumen. Nisi niti malo pil. V redu, to ima smisel. Nisi hotel dobiti kazni za vožnje pod vplivom alkohola. V redu, to je pošteno. Kaj si pil nocoj? Nekaj pijače, ki si jo dobil na bencinski črpalki. Kateri bencinski črpalki? Tam v Lejsiju. Pa si prišel sem, kje si bil? Ob kateri uri si kupil pivo? Ob 11:30, ob 1:30. In koliko si spil? 2,5. Za boje ali piva? 2,5 piva. Piva? Ali običajno govoriš nerazločno, ko si spil samo 2 pivi? Ampak Gordon naj ne bi samo upiral. Je zmeden, paničen in postaja še slabše, dokler se ne prelije dobesedno čez rob. Bruha kar tam na kraju dogodka. Tapi, lahko to prosim potrdimo? Imeli bomo tudi utemeljen sum ropanja. Moral sem to spraviti iz tebe. Kaj si imel za večerjo danes? No, če je bila to vsa tvoja večerja, nisem presenečen. Imava Gatorade, brat. Boljše kot bruhanje, Flavor. V redu, Gordon, tvoje ustavne pravice. Imaš pravico molčati. Vse, kar rečeš, Kemi, se lahko uporabi proti tebi na sodišču. Imaš pravico, da se pogovoriš z odvetnikom in da je prisoten med zaslišanjem. Če si ne moreš privoščiti odvetnika, ti ga bodo dodelili, če to želiš, še preden te zaslišijo. Kadarkoli se lahko odločiš, da boš uveljavljal te pravice in ne boš odgovarjal na vprašanja ali dajal izjav. Razumeš vsako od teh pravic, kot sem ti jih razložil? Da. Ali še vedno želiš govoriti z nami? Ne, hvala. Radio na Adam 4.2. Sklicuje se na Mirandine pravice. Po zmedi policist ne more skriti svojega gnusa in to nam tudi jasno da vedeti. Grem se preobleč. V redu, gremo. Vem za tebe. Pojdi. Joj. Hej, Karni, da, gospod. Koliko vozil je prehitel z ugasnjenimi lučmi? Kakšna je vaša najboljša ocena? 2 ali 3. Obtožite ga brezobzirnega ogrožanja za vsakega posebej. To je najbolj ogabna stvar od vseh. Vem! Prav na mojo nogo, stari. Me? Na mojih škornjih je. Ogabno. Lahko prosim zadnjič nadiš od moje. Ja. Ali obstaja kaznivo dejanje, s katerim bi ga lahko obtožil, ker je bruhal po meni? Je to napad? Ni namena. Seveda je. Lahko bi mi povedal, da bo bruhal. No, lahko bi. Obrnil se je proti meni in me pobruhal. Recimo, da sva to ti in jaz. In ljudje, ki bruhajo ali pa so zadaj v mojem vozilu, stari.
To ni prvič za Karmija pa mene. Gordon Heath Scott je bil obtožen poskusa izmikanja policiji, brezobzirnega ogrožanja, vožnje pod vplivom alkohola, vožnje z začasno oduzetim vozniškim dovoljenjem in oviranja policista pri opravljanju dolžnosti. Ta primer je še vedno v obravnavi. Hvala, ker ste gledali, vsi skupaj. To epizodo oddaje Lawn Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Juliana Batalja. Videomontažo je opravil Daniel Camacho. Jaz sem Jesse Weber. Se vidimo naslednji teden.